Podobno kot kolega Zupanc, prihajam iz Inštituta za sodno medicino, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, torej smo na področju bolj zahtevnega naravoslovja. Na kratko bom povzela prispevek v tej knjigi, in sicer z naslovom Identificirane žrtve grobišča pri Konfinu 1. Kot je že znano, množično grobišče Konfin 1 predstavlja eno redkih grobišč, kjer je bilo možno opraviti genetsko identifikacijo. Poboj se je zgodil 24. junija leta 1945. Na morišče je bilo pripeljanih 40 ranjencev in bolnikov ter 48 zapornikov iz centralnih zaporov Ozne. Trupla so smetali v 45 metrov globoko brezno, vhod v jamo pa so zminirali. Izkop iz grobišča je bil izveden leta 2006 pod vodstvom arheologa Draška Josipoviča. Delo je bilo vsekakor podobno kot pri breznu Konfina 2, zelo naporno in težavno, prav tako nevarno. Kosti je bilo potrebno po škripcu s pomočjo vedra dvigovati iz brezna. Antropologinja Petra Leben-Seljak je določila število, spol, starost žrtev in patologijo kosti. Ugotovila je, da so vse žrtve moškega spola. Po številu kolčnic, steklenic, ključnic je ugotovila, da je v breznu približno 87 oseb, kakšna več, lahko kakšna manj. Za molekularno-genetske preiskave izberemo dolge kosti in zobe, ker se v teh DNA najdlje ohrani. Med dolgimi kostmi so najprimernejše steklenice ali golenice. Pri Konfinu 1 zob ni bilo, zato smo izbrali za genetsko tipizacijo steklenice. Izberemo vedno tiste, katerih je več. Več je bilo desnih, zato smo izbrali desne steklenice. Od 85 smo jih lahko tipizirali 84, ker je imela ena le zelo majhen del sklepne glavice. Po objavljenem seznamu domnevnih žrtev so se nam javljali svojci. In zbrali smo še živeče sorodnike za 44 domnevnih žrtev poboja. Med temi je bilo 7 bratov, 20 sestra, 5 sinov, 8 hčera in 1 še živeča žena pokojnika, 2 bratranca po materini liniji, 5 nečakov po materini liniji in 3 nečaki po očetovi liniji. Tipizacije oziroma molekularne genetske identifikacije vseh grobišč vedno sestavljajo 3 sklopi preiskav. Prvi sklop predstavlja zbirka genetskih profilov skeletnih ostankov. Drugi sklop je zbirka genetskih profilov še živečih sorodnikov, torej referenčnih oseb, s katerimi lahko genetsko primerjavo izvajamo. Tretji sklop je primerjava oziroma priprava eliminacijske podatkovne zbirke, ki vsebuje vse osebe, ki smo bile v stiku s kostmi ob izkopu, ob njihovem shranjevanju, ob antropološki in pa molekularno-genetski preiskavi. Vidite, da gre za precej kompleksen pristop. Zakaj uporabljamo tudi eliminacijsko podatkovno zbirko? Zato, ker te stare kosti vsebujejo zelo majhne količine DNA in je potrebno izključiti kakršnokoli možno kontaminacijo z sodobno DNA ljudi, ki smo prišli v stik s kostmi. Kosti smo odrezali, majhen del, približno 8 do 10 cm od steklenice, očistili tako mehansko kot kemično, zmleli v prah, nato izvedli dekalcifikacijo in ekstrahirali genomsko DNA. Nekaj posnetkov za lažjo predstavo.
kako odvzamemo delček kosti, kako ga čistimo, površinsko kontaminacijo raznih bakterij in plesni odstranimo z brušenjem, nato kosti nažagamo na manjše delčke, pri tem je treba vedno uporabljati tudi tekoči dušik, da se kost ne pregreva in da dodatno ne uničujemo genetskega materiala v njih. In potem v končni fazi kost zmeljamo v uporabi tekočega dušika in posebnega homogenizatorja v fin kostni prah. Z metodami rekombinantne DNA pridobimo genetske profile skeletnih ostankov, najprej jedrnih avtosomskih kromosomov, tukaj so profili za eno kost, potem kromosoma Y, prav tako za eno kost, in pa nukleotidna zaporedja mitohondrijske DNA. In tako seveda za vseh 84 kosti. Rezultati tipizacije teh 84 kosti iz konfina 1 so bili vsekakor zelo dobri. Saj smo pridobili iz 98% kosti kompletne genetske profile, tako jedrne avtosomalne DNA kot kromosoma Y in mitohondrijske DNA. In to nam je seveda potem omogočalo primerjavo s še živečimi sorodniki, kjer smo se lahko posluževali tako sorodnih bližnjih kot daljnih sorodnikov. Če je šlo za daljno sorodstvo po očetovi liniji, smo lahko uporabili naprimer kromosom Y, ki se deduje v nespremenjeni obliki iz generacije v generacijo. Če je šlo za daljne sorodnike po materini strani, smo lahko uporabili mitohondrijsko DNA, ki se prav tako deduje po materi v nespremenjeni obliki. Pri primerjavi avtosomalnih genetskih profilov pa smo seveda morali upoštevati možnost preurejanja ali rekombinacije genov. 6 žrtev smo identificirali s pomočjo bratov, 2 žrtvi s pomočjo sinov, 15 žrtev s pomočjo sester, 1 žrtev s pomočjo bratranca po materini liniji, 3 žrtve s pomočjo nečakov po materini liniji, 4 žrtve s pomočjo hčera in 1 žrtev s pomočjo hčerke in žene. Torej vidite, da je daljno sorodstvo pri genetskih identifikacijah zelo pomembno. Kar nekaj žrtev smo le z daljnimi sorodniki identificirali, kljub temu, da bližnjih sorodnikov ni bilo več. Zato je tudi kontakt z še živečimi sorodniki zelo pomemben. Velikokrat sem morala sama kot genetik govoriti z njimi, ker je enostavno rodovnike težko razlagati tistim, ki genetskih osnov ne poznajo. Na kratko, kako izgleda ena takšna identifikacija, žrtve, ko imamo eno od stegnenic, sorodnika, torej brata še živečega, haplotip mitohondrijske DNA, popolnoma identičen, seveda imata skupno mater, zato imata identično mitohondrijsko DNA, kromosom Y tudi popolnoma identičen, ker gre za skupnega očeta, in pa avtosomalna jedrna DNA na večjem številu preiskovanih odsekov. Pri preračunavanju verjetnosti pozitivne identifikacije pa seveda povsod v tem primeru in tudi ostali dosegamo verjetnost 99,9%, ki je po mednarodnih priporočilih zahtevana za pozitivno identifikacijo. Za vseh 32 identificiranih žrtev so bile skupne naknadne verjetnosti dovolj visoke za pozitivno identifikacijo. Torej, pozitivna identifikacija vseh žrtev, pri katerih smo zasledili ujemanje genetskih profilov še živečimi sorodniki, kažejo na zadostno število analiziranih genetskih označevalcev in na potrebo po preiskavi tako bližnjih kot daljnih sorodnikov po materini in očetovi liniji. Zavedati se namreč moramo, da zaradi časovne oddaljenosti druge svetovne vojne zelo pogosto prihaja do pomanjkanja bližnjih sorodnikov. So pa seveda še živeči daljni sorodniki, ki so nam v veliko pomoč. Zaključujem, ja. Vzrok za neuspešno identifikacijo 12 žrtev, za katere smo imeli še živeče sorodnike, torej od 44 možnih
smo jih pozitivno identificirali 32. Vidimo v enem zelo bližnjem grobišču, to je Konfin 2, ki se nahaja le 20 metrov od Konfina 1 in kjer se je poboj zgodil v razmaku 2 dni. Prav možno bi bilo, da bi med žrtvami v Konfinu 2 našli tiste, ki jih smo imeli na seznamu Konfina 1. Namreč tudi seznam Konfina 2 ne drži, ugotovili smo, da je med njimi tudi ženska. To se molekularno genetsko identifikacijo skeletnih ostankov iz Konfina 1 smo objavili v najuglednejši sodno-medicinski reviji International Journal of Legal Medicine, pred kratkim pa smo objavili tudi v mednarodni publikaciji Croatian Medical Journal genetsko tipizacijo 5 grobišč. Identificirane žrtve, teh je 32, tukaj so naštete, v knjigi je prikazana identifikacija vsake od žrtev posamično. Sorodniki vseh identificiranih žrtev, 28 je bilo Slovencev, 4 so bili Hrvati, naknadno smo namreč dobili tudi še živeče sorodnike iz Hrvaške. Smo obvestili o pozitivni identifikaciji, to bi moralo storiti že Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, a je elaborat Inštituta za sodno medicino, ki smo ga oddali, vrnilo in se je izognilo plačilu genetske študije. Le za eno žrtev je bila pošta vrnjena na Inštitut za sodno medicino, vse ostale žrtve so prejele pošto in so bile obveščene o pozitivni identifikaciji. Sorodniki 18 slovenskih žrtev so zaprosili za dovoljenje za pokop Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 9 družinam smo izročili za pokop genetsko obdelane kosti, 9 družin pa še čakamo, da pridejo po kosti in pokop opravijo. Svojce ostalih identificiranih žrtev, gre za 10 Slovencev, ki so darovali slino za genetsko primerjavo in s tem nekako privolili v genetsko preiskavo, naprošamo, da zberejo moč za prevzem kosti in dostojen pokop svojih prednikov, ki čakajo na grob že več kot 65 let. Nenazadnje je bilo v identifikacijo skeletnih ostankov vloženega ogromno dela različnih strokovnjakov. Naj zaključim. Sodobne molekularne genetske tehnike nam ob primerjavi s svojci omogočajo poimenovanje skeletnih ostankov z imeni in priimki in njihovo vračanje še živečim sorodnikom. To je naše poslanstvo, ki smo mu in mu bomo sledili tudi v bodoče. Med številnimi povojnimi grobišči v Sloveniji je le malo grobišč s seznami slovenskih žrtev, na osnovi katerih lahko poiščemo še živeče sorodnike za genetsko identifikacijo. Žrtve teh grobišč bi vsekakor morali v prihodnosti genetsko identificirati. Najlepša hvala za pozornost.